je recimo, kar spremlja vaše delo v vseh teh letih, kaj je tisto, kar se je morda spremenilo in kar ostaja? Ostaja vsekakor modra glava, to je modra barva prevladuje v časopisu, tudi na naslovnici in časopis z modro glavo marsikaj pomeni. Pomeni, da gre za časnik s preverjenimi, kakovostnimi informacijami, gre za časnik, ki mu lahko priznamo, da je povezovalec zaradi seveda številnih bralcev prostora na Primorskem in pa tudi njegov predstavnik izven same primorske regije. Kot dolgoletnega soustvarjalca pri časopisu pa me veseli predvsem to, da smo uspeli preživeti vse turbulentne čase, predvsem padce, ki so se zgodili predvsem, pa ne samo pri našem časopisu, ampak nasploh v gospodarstvu oziroma v okolju, v novem tisočletju. In ob tem bi lahko samo piko dodal, kaj pa je Primorski ostalo drugega od primorskega okoliša in primorskih novic? Dobivanje informacij nekoč in danes. V 70-ih letih seveda so se stvari vsebinsko zelo spremenile, tudi v novinarstvu. Povej tvojo izkušnjo. Najbolj kakovostne informacije dobimo seveda na terenu, ko se s človekom usedeš na eno kavico in si vzameš čas, ga poslušaš, ker takrat v bistvu ti on razkrije še marsikatero zanimivost, ki jo lahko potem uporabiš drugič pri kakšnem drugem članku. In ko človek ugotovi, da v bistvu ga poskušamo razumeti, da smo na njegovi strani, potem se ti malo bolj odpre in takrat v bistvu tista podlaga je potem dobra osnova za iskanje in kopanje v globino te informacije, zato da pridobiš seveda tudi drugo stran, drugo plat medalje in mislim, da to terensko delo je najpomembnejša točka v bistvu pri novinarstvu, da ti prideš v stik z malim človekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Super. Radio že prelistali, cena ki veš zdaj, katere vsebine bogatijo. Lep pozdrav vsem skupaj in hvala za čestitke. Zdaj, težko je v 2 stavkih povedati, kaj ta jubilejna izdaja prinaša, ker tako uspeli smo jo prelistati. Moram pa povedati, da je nastala izključno v naši hiši, napisali smo jo novinarji Primorskih novic s pomočjo tudi upokojenih kolegov, ker tako, kot si omenila, praznujemo 70 let in 70 let nihče od nas ni v tej hiši. Skušali smo narediti en presek teh 70 let skozi razvoj Primorske in skozi oči novinarjev. Mislim, da nam je to v dobršni meri uspelo. Seveda bi pa našli še marsikaj, ker smo te številke spustili, mogoče bo to za 80-letnico prišlo v poštev. Smo pa res od najpomembnejših razvojnih zadev na Primorskem, vojne, šverca, Tudi kakšnih naravnih katastrof. Tudi naravne katastrofe, gradnje avtocest, skratka, vsebin je mnogo in dejansko si je treba vzeti čas za to številko prebrati od začetka do konca, ker to ni časopis, ki bi ga človek prelistal in odložil, ampak je to dokument nekega časa. Ko to počnete pri vas, verjetno ne merite vaše branosti samo za številom prodanih izvodov. Zdaj, ko je tukaj splet, veste, kako daleč sežete in kje vse vas berejo in koliko ljudi vas berejo? Ja, seveda merimo konstantno, vsak dan, vsako uro spremljamo, koliko ljudi nas bere, katere vsebine jih zanimajo. Primorske novice imajo na spletnem mestu približno 2 milijona ogledov na mesec. Berejo nas ljudje seveda največ iz Slovenije in okoliških držav, ampak na zemljevidu, ki prikazuje, odkot prihajajo naši bralci, včasih zaznamo tudi države, kot so Tadžikistan, Iran, Egipt, Avstralija, Južna Amerika in tako naprej. Tako da gre glas